Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. To je dnevno informativni podcast Večer zjutraj. Veseli smo, da ste z nami. Danes je petek, 18. julij 2025. Moje ime je Miha Dajčman. Ob petkih se sicer oglasimo v daljšem formatu v podcastu Večer za vikend, a smo vam v poletnih dneh pripravili izbor nekaterih tem in zgodb v krajši izvedbi. Oglasite se nam in nam povejte, kakšen se vam zdi takšen format. Katero zgodbo izpostavljamo tokrat? Hotel Frankopan je pred 70 leti prešel v last Rdečega križa Maribor. Od takrat je bil poletni dom 125.000 otrokom. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vseskozi smo z vami na večer.com. Danes imamo za vas eno res srčno zgodbo, ki nas popelje nazaj v čas, natančneje v leto 1955. Si predstavljate, da je nekdanji hotel sredi hrvaškega Punata na otoku Krku postal poletni raj za kar 125.000 otrok? Noro, kaj ne? Gre za zgodbo hotela Frankopan, ki je bil nekoč ponos Punata. A preden se potopimo v zgodbo o otroškem raju, se ustavimo še pri zanimivi preteklosti Punata. Ste se kdaj vprašali, zakaj je Punat imel tako nenavadno preteklost? Med letoma 1921 in 1943 se je imenoval Aleksandrovo v čast jugoslovanskemu kralju Aleksandru Karađorđeviću. Teorije okoli tega so različne, od želje po privilegijih in podpore jugoslovanskemu unitarizmu do navdušenja lokalnih kmetov nad agrarno reformo, ki jim je omogočila lastniško zemljo. V resnici je šlo najverjetneje za politično potezo po umiku italijanskih enot leta 1921, da bi se otok čim prej tesneje povezal s kraljevino SHS. In turizem. Pred drugo svetovno vojno je bil Punat kar živahen. Obdobje med letoma 1918 in 1945 je bilo čas rednega delovanja turistične organizacije pod vodstvom Teodorja Žiča Klačiča. Poleg hotela Frankopan so zgradili tudi vilo Lucijo. Kopališče se je razširilo na impresivnih 100 kabin, s privatnimi nastanitvami se je ukvarjalo kar 34 družin, tiskali so prve prospekte. In številke so govorile same zase. V 30 letih prejšnjega stoletja, natančneje leta 1937 in 1938, je Punat beležil skoraj 30.000 nočitev. Ja, in tisti Tesla, ko je Omišalj na Krku leta 1925 dobil elektriko, so se v Aleksandrovu odločili slediti zgledu. Izseljenci v Ameriki so v dogovoru z Nikolo Teslo zbrali kar $15,000 in jih poslali za elektrifikacijo. 12 strokovnjakov iz Ljubljane je nato montiralo dizelski motor z generatorjem in že februarja 1929 so zasvetile prve žarnice. Do leta 1945 je bilo že 240 uporabnikov z električnim števcem in 150 gospodinjstev z žarnicami. Hotel Frankopan je bil največji porabnik. Ampak, kot vemo, vojne prinesejo spremembe. Po drugi svetovni vojni turizem ni bil ravno v razcvetu in družina Orlič, lastniki Frankopana, so se odločili za prodajo. In kdo je bil kupec? Nihče drug kot Mariborski Rdeči križ. Tako je bil decembra leta 1954 podpisan nakup, hotel Frankopan, takrat že uradno letovišče Rdečega križa, pa je že leta 1955 sprejel prve otroke. Predstavljajte si nasmeške otrok, ko so pred 7 desetletji prvič ugledali morje, občutili slan zrak in vonj borovcev. Mariborski Rdeči križ ni kupil hotela le zaradi klasičnega letovanja, že takrat so se zavedali širšega pomena obmorskih letovišč, ki niso pomembna le za zdravje otrok, ampak rešujejo tudi še vedno prisoten socialni vidik te dragocene dejavnosti. Letovišče je s podporo Mariborčanov in širše regije, ki so omogočali nasmeške z letnimi prispevki, raslo in se razvijalo. Še več, svoje vrata so odprli tudi starejšim in tistim s posebnimi potrebami, kar kaže na resnično vključenost in širino poslanstva. Teh 125.000 otrok, ki so preživeli poletje tam, so zdaj zabeležili v ganljivi statistiki. Res impresivna zgodba, kako se je nekdanji hotel spremenil v pomembno letovišče in vir veselja za toliko generacij. Članek o tej prisrčni zgodbi je za Večer v nedeljo pripravil Vid Kmetič. Razstavo o hotelu Frankopan in letovanju otrok z Rdečim križem pa si lahko do 22. julija ogledate na razstavi Društva Trafika v Mariborskem mestnem parku.
Vabljeni seveda tudi k branju aktualnih informacij, zgodb, analiz, intervjujev in komentarjev na večer.com ter v tiskani izdaji Večera. To je bil Večer zjutraj 18. julija 2025. Z vami sem bil Miha Dajčman. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih druge ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Lepo poletje želimo. Se beremo in slišimo.